Zadnje čase strani vladnih politikov večkrat slišimo nasprotujoče si besede o odgovornosti občine ali države za posamezno zadevo, ki otežuje življenje davkoplačevalkam in davkoplačevalcem. Naj govori predsednik vlade ali župan občine. Vedno znova dobim občutek, da se niti malo ne zaveda, da je samo nekdo, ki mu je na volitvah večina volivk in volivcev zaupala do te mere, da lahko 4 leta bdi nad sredstvi državnega oziroma občinskega proračuna, ki se seveda polnita z davkoplačevalskim denarjem. Namesto, da bi nato po 4 letih poslušali poročila o tem, kaj je bilo ustvarjeno iz teh skupnih sredstev, lahko slišimo le samo hvalo. Številne otvoritve pa se zlorabljajo v predvolilne namene. Cilj nove politike je, da se otvoritve dogajajo skozi celoten mandat. Zares šele takrat, ko je projekt zaključen in varen za uporabo. Ta cilj je dosegljiv le pod pogojem, če bosta občina in država pri skupnih projektih govorili isti jezik. Danes se žal dogaja, da se poti prekrižajo in to križanje služi za izgovore tako enim kot drugim. Vsi pa najraje le prelagajo odgovornost. Naj gre za ceste, vrtce ali šole, vedno je gneča pred otvoritvenim trakom. Ko pa gre karkoli narobe, se vedno znova pojavi dilema o odgovornosti. Ob vsem tem se pozablja na neodgovorno porabo sredstev. Nihče se ne vpraša, za koliko je dražja gradnja pločnika ob diagonalni cesti nekaj let zatem, ko se je ta cesta na novo asfaltirala. Ali koliko denarja je šlo v nič, ko se na novo zgrajena učilnica po 2 letih na hitro spreminja v enoto otroškega vrtca. Vsi ti primeri, ki jih sicer ni moč zaznati v vseh občinah, so posledica nenačrtovanega razvoja občin. Značilnost tega razvoja je veliko število novogradenj, stanovanjskih objektov brez izgradnje ustrezne spremljajoče infrastrukture. Vse te zgodbe so razlog, da zares potrebujemo nov ukrep, in sicer celovito analizo lokalne samouprave. Potreben je razmislek o posameznih mandatih organov lokalne skupnosti, o njihovi odgovornosti, o pristojnosti občinskih svetov in županov in o nedelovanju nadzornih odborov občin. Razmisliti je potrebno o ustreznosti obstoječih rešitev glede združljivosti oziroma nezdružljivosti nekaterih funkcij. Dolžina mandata ni sporna, vendar se postavlja vprašanje o smiselnosti 5-letnega mandata bodočih pokrajinskih organov. Nujna je širša razprava o neomejenem številu županskih mandatov. Zlasti v manjših in srednje velikih občinah je vprašljivo tudi dosmrtno članstvo lokalnih veljakov v občinskih svetih. Na tem področju bi bilo razmisliti bodisi o omejitvi števila zaporednih mandatov, bodisi o spremenjenem načinu sestavljanja kandidatnih list. Dosedanja praksa vse prevečkrat kaže, da občine brez odgovornosti kogarkoli popuščajo interesom investitorjev. Ti v želji po plemenitenju svojega kapitala pozabljajo na potrebe tam živečih ljudi. Žalostno je, da se v navzkrižnem ognju države, občine in investitorjev največkrat znajdejo prav otroško varstvo, zagotavljanje varnih šolskih poti, zdravstvo, pitna voda in čisti zrak.